Hvala lepa za povabilo in predstavitev. Kot rečeno, prihajam iz Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna in bomo danes skupaj s kolegicami, psihologinjo Martino in pa Živo iz Logouta predstavljali program, ki je zelo mlad program. Počasi pridobivamo izkušnje, tako da smo zelo veseli te konference, da bomo pridobili tudi dodatna strokovna znanja in pa izkušnje, kar je pokazalo prejšnjo predavanje in nam bo tudi vodilo to za nadaljno strokovni razvoj tega programa. Zdaj, strokovnjaki so že zadnjih nekaj let, sploh pa po korona, bi rekla, obdobju, kjer so otroci postali praktično odvisni od digitalnih medijev, prepoznavali potrebo po tem, da se organizira in tudi na slovenskem področju dobi možnost bolj intenziven program za zdravljenje odvisnosti od digitalnih medijev. V lanskem letu je bilo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje je bil tak program tudi odobren in se v letošnjem letu začel izvajati na 2 lokacijah. Za otroke in mladostnike na Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, za odrasle pa psihiatrični bolnišnici Idrija. Zdaj, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ima že izkušnje z takšnimi intenzivnimi bolnišničnimi programi. Že od leta 2008 poteka program Šole zdravega odraščanja, to je 2-tedenski program za šolske otroke, in pa program reintegracije in rehabilitacije, ki je 6-tedenski program za srednješolske otroke oziroma mladostnike. Tako da nekako je bilo tudi na osnovi izkušenj, ki jih že ima tim Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, lažje na to ta program, ta nov program, ki se imenuje Digitalni detoks, umestiti v to okolje. Zdaj, program sam smo na to v sodelovanju z Logoutom tudi sami razvili in ga razvijamo še naprej. V mesecu aprilu so se začele izvajati skupine, trenutno poteka 5. skupina in pridobivamo izkušnje, pridobivamo tudi na nek način, tako bi rekla, neke pozitivne in tudi morda nekatere izkušnje, ki potrebujejo dodaten razvoj, tudi dodaten razmislek, kako ta program še bolj strukturirati, narediti ga še bolj učinkovitega. Zdaj, včeraj smo v 3 res odličnih predavanjih slišali praktično vso teoretično osnovo za področje nekemičnih odvisnosti. Naš program zajema širše področje, imenovali smo ga pač področje digitalne zasvojenosti, to se pravi, ni ločen na posamezna področja, kot smo poslušali odvisnost iger od srečo, odvisnost od videoigric, ampak seveda se znotraj programa najdejo otroci, mladostniki, ki so bolj podvrženi eni oziroma drugi škodljivi uporabi vseh teh različnih oblik digitalnih medijev. Zdaj, kaj so tisti znaki zasvojenosti, ki v bistvu vodijo do tega, da večinoma starši pripeljejo otroka po pomoč? To so te, ki sem jih tukaj naštela. Vemo, da sama diagnostična obravnava in sama klasifikacija, mi uporabljamo še vedno MKB10, zelo zastarela, pričakujemo v prihodnosti MKB oziroma ICD-11. Včeraj smo slišali obe klasifikacije, tako APA oziroma WHO, in v bistvu te kriteriji so bili razviti za diagnozo igranja oziroma odvisnosti od igranja spletnih videoiger. Smo pa včeraj slišali, da vedno več dokazov obstaja, da gre v osnovi za širše področje odvisnosti od interneta oziroma od digitalnih medijev.
Za samo diagnozo naj bi otrok nekje 5 od 9 kriterijev izpolnjeval, oziroma po ICD-11 smo včeraj slišali te 4 kriterije. Zdaj veseli nas, da so se tudi včeraj dr. Gosar lepo razložil oziroma predstavil tudi standardizacijo vseh 3 vprašalnikov, ki jih bomo seveda tekom naših programov začeli uporabljati in si želimo, da bi jih tudi evalvirali oziroma da bi pač na osnovi tega tudi ugotavljali, kako so naši programi učinkoviti in kje potrebujejo še dodatno morda izboljšavo. Zdaj, kaj so kontraindikacije? Treba je vedeti, da zelo redko kater najstnik oziroma otrok si želi obravnave pretirane uporabe oziroma škodljive oziroma lahko govorimo že v odvisnosti od uporabe digitalnih medijev. To se pravi, večinoma so starši tisti, ki otroka pripeljejo v obravnavo. Tako da, s čim se trenutno srečujemo kot glavna kontraindikacija je izrazita nemotiviranost. To se pravi, če otrok, mladostnik sam pri sebi ne prepoznava vsej deloma, da je težava in da tukaj potrebuje pomoč, bo zelo težko speljal ta program, kljub temu, da so starši še toliko motivirani. Seveda so potem, kot smo danes slišali, zelo pogosto pridružene tudi druge spremljajoče duševne motnje, to se pravi, če gre za neka akutna stanja, tudi suicidalna ogroženost, tak otrok v naš program, ta program za njega ni ustrezen. Kar pa se na nek način najbolj kaže, pa seveda ni zdaj to kontraindikacija kot takšna, pa je to, da program bomo tudi kasneje zelo natančno razložili, da se morda ta program od ostalih razlikuje predvsem glede na vključenost družine. To se pravi, tukaj so starši zelo intenzivno vključeni v program, tako v ta predhodni program, ki ga izvaja Logout, ki poteka v ambulanti, kot potem tudi v hospitalni del programa, 3-tedenskega, kjer se starši tedensko redno vključujejo. Tako da vidimo, da je trenutno največji, bi rekla, tisti dejavnik, ki napoveduje, ali bo otrok prišel v programe, motivacija staršev, da intenzivno sodelujejo. Nekako so pričakovanja, da otroka se pripelje, kjer se mu pomaga, potem pa se otrok vrne nazaj v domače okolje. Vemo pa, da je napovedni dejavnik, tudi pri odvisnosti od digitalnih medijev, kako medije uporabljajo starši. Zato je pomembna zelo tudi edukacija staršev in tudi delo s samimi starši, tudi potem posledično, ko se otrok vrača nazaj v svoje domače okolje. Kot rečeno, program je 3-tedenski, govorim zdaj o bolnišničnem delu, ta del, ki ga izvaja Logout, bo posebej razložen. 3-tedenski, bi rekla, ta časovni del, 3 tedne, seveda je za neke bistvene vedenjske spremembe prekratek. Vendar se srečujemo z dilemo, spet večinoma z dilemo staršev, kako bo otrok lahko kljub vključitvi v ta program nadaljeval z šolanjem. Treba vedeti, da tle so otroci vključeni v šole, pri nas poteka bolnišnična šola, ampak seveda se ta šola ne more primerjati z njihovimi šolami. To se pravi, lahko pride do izpada vsej dela pouka, ki bi ga sicer otrok lahko upravil, če bi bil vključen v šolo. Tako da 3 tedne je morda tisto obdobje, ki ga otrok preko šolskega leta še tudi za pomočjo bolnišnične šole lahko nadomesti, lahko pa se otrok večkrat vključi v program. To se pravi, če opravi 3-tedenski program in je indikacija, da ga nadaljuje, ga lahko nadaljuje. Zdaj namenjen je, tako kot sem rekla, mladostnikom, to se pravi mladoletnim osebam, za odrasle bomo slišali v naslednjem programu. Ves čas 3-tedenskega dela otrok biva na Rakitni, razen zadnjega vikenda, to se pravi drugega vikenda, ki gre na terapevtski vikend domov. In kot sem že rekla, res intenzivno vključuje ne samo otroka, ampak tudi starše. Ta začeten del, ko se otrok vključi v program in v bistvu tudi vstopna točka, je trenutno dogovorjeno, da poteka vse preko Logouta.
Seveda pa lahko se otroka vključuje iz vseh ostalih obravnav, kjer otrok vključen že je. To se pravi, če je na Centru za duševno zdravje, če je na nekih ostalih terapevtskih obravnavah, lahko vsak izvajalec kontaktira logout, otroka predstavi, se pošlje dokumentacija in se otrok lahko vključi v program. Ta začeten del, motivacijski in tudi vsa priprava, kasneje je povedala kolegica iz logouta, in tudi potem po zaključku 3-tedenskega programa otroci starši nadaljujejo s programom naprej tudi preko logouta. Zdaj, časno se zgodi, da otrok želi predčasno zaključiti program, zato smo naredili zelo jasen 3-dnevni protokol. Namreč vsaj na začetku je treba vedeti, da otrok je brez elektronike. To se pravi, otroku se ob prihodu na rakitno oziroma že pač pridejo brez telefonov in 3 tedne praktično nimajo stika z tudi socialnimi omrežji, tudi z prijatelji. Tako da je ta 3-tedenski program lahko za nekatere otroke res zelo naporen čas, ker nekateri prek drugih načinov sploh nimajo več nekih socialnih stikov. Kar tudi vidimo je, da kar nekaj teh otrok ni več v procesu šolanja oziroma so izpadli iz procesa šolanja, tako da so v bistvu pridružene poleg same, da rečemo, indikacije številne druge težave, tudi so, bi rekla, odnosi v družinah velikokrat zelo narušeni, tako da je zelo celostno postavljen program. Velikokrat vidimo, da so tudi družine, ki prihajajo, imajo zelo kompleksne težave, da je morda ta digitalna odvisnost le vrh ledene gore. Pomembna je tudi evalvacija programa, trenutno sicer zastavljena, ampak jo bo treba še dodelati, tako da trenutno se uporablja SEBA vprašalnik, določeni vprašalniki, ki smo jih skupaj z logoutom razvili, se pa bodo začeli uporabljati tudi ti vprašalniki, ki jih je včeraj predstavil dr. Gosar. Tako kot je bilo rečeno, gre za multitimsko, to se pravi obravnavo otroka. Zdravniki v bistvu smo v manjšini, predvsem zaradi tega, ker pri otrocih in mladostnikih gre za razvojno obdobje, kjer je treba podpreti otroka v različnih področjih njegovega razvoja. Zato nas je res zelo veliko v teh timih, ki sodelujemo, tudi urniki so zelo strukturirani, boste na koncu videli, bo kolegica predstavila, ampak se mi zdi ta slajd zelo pomemben, da smo zelo različni, zato je potrebno veliko sodelovanja, veliko dogovarjanja, tudi izziv, ker sodeluje zdravstvo za nevladno organizacijo, to se pravi, prihajamo z različnih področji, ampak vemo, da logout je na tem področju že dejaven, ima zelo veliko strokovnega znanja, delajo že več kot 10 let in mislim, da samo združevanje znanj različnih strok lahko tem otrokom, gre za zelo kompleksno problematiko, učinkovito pomaga. Tako da zdaj bi pa besedo predala kolegici Martini, na koncu pa, če bodo vprašanja, bomo pa vsi lahko odgovarjali na nje. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi. Jaz vam bom predstavila najprej en tak slikoven prikaz samega poteka programa, vidite, in sicer, kot je že dr. Mačkova omenila, je vstopna točka logout. Na logoutu v bistvu tam potekajo pripravljalna srečanja, pogovorijo se in predstavijo sam program staršem in mladostnikom, potem v bistvu usmerijo starše tudi, da pridobijo ustrezno napotnico pri zdravniku in pripravijo poročilo o mladostniku in v bistvu se te stvari posredujejo nam na rakitno v sprejemno ambulanto, kjer v bistvu sestra potem stopi v kontakt s starši in pridobiš še druge potrebne informacije, ki so potrebne za vključitev, kontakte za šolo, morebitne kakšne izvide predhodnih obravnav
in potem strokovni tim se to pregleda pred sprejemom in se pripravi na sam ta sprejem, kjer potem še dodatno v bistvu povpraša, razišče stvari, ki nas zanimajo, da v bistvu se otroka potem sprejme v skupino. Otrok, mladostnik v bistvu je potem na skupini 3 tedne. V tem času intenzivno poteka tudi delo s starši, v prostorih logouta, individualna srečanja, ob petkih pa starši prihajajo na Rakitno, kjer imajo tudi srečanja in predavanja, delavnice za starše, ki jih izvaja logout, in pa v bistvu kontakt z nami, ki delamo z otroki na Rakitni, in pa srečanje, v bistvu skupinsko srečanje mladostnikov in staršev je tudi ob petkih. Potem, ko se pa se to skupaj zaključi, potekajo srečanja še naprej na logoutu. Sem šla nazaj. Pardon. Tako kot je že dr. Mačkova omenjala, v bistvu so naši mladostniki ves čas bivanja brez digitalnih naprav. Če želijo v bistvu, če imajo kakšno potrebo, da slišijo starše, jim omogočamo, da se slišijo preko našega oddelčnega telefona, drugače običajno niti ne prinesejo telefonov s sabo, tako da jih sploh nimajo. Kot zelo pomembna se nam je izkazala ta struktura in organizacija dneva. In sicer vsak dan se začne z jutranjo rutino, kjer poteka ena taka jutranja aktivacija, se pravi, da gredo na spreho, če je lepo vreme, ali pa tudi če ne, tudi če je dež, če malo porosi, vzamejo pa dežnike, pa grejo, malo potelovadijo, v bistvu tako, da malo na tak aktiven način začnejo dan, in pa zaključi se z večerno rutino. V tem času v bistvu spoznavajo različne načine sproščanja, vzamejo si čas za dnevnik. Jaz imam tukaj primere, če boste želeli pogledati, kako to gleda naš dnevnik. Se pravi, zapišejo preko dneva ta dnevnik, je v bistvu tudi nekako lahko podlaga potem za individualne pogovore, tako da zapišejo te stvari, kako so se preko dneva počutili, sprejmejo to svoje razpoloženje. Preko dneva potem potekajo različne aktivnosti. Pri nas imamo dejavnosti s konji, z malimi živalmi. Naša najnovejša pridobitev so alpake, ki jih vidite, tudi se vam smejejo gor na sliki. Obiščejo nas tačke, pomagačke, skužki. Zelo pestre so športne aktivnosti, ustvarjalne, kreativne delavnice, glasbena terapija. Psihologi imamo terapevtske obravnave, in sicer podporne terapevtske skupine, individualne pogovore in pa psihoedukacijo. Potem imamo bolnišnično šolo, kot je že dr. Mačkova že prej omenila. Dnevno poteka ura pa pol pouka. Tukaj je pouk malo drugačen kot na ostalih naših oddelkih, ker pač otroci ne smejo uporabljati računalnika, telefona pri pouku, ampak uporabljajo tisto klasiko, knjiga, zvezek. Tako da tukaj je kar nekaj otrok pri nas že bilo, ki niso hodili v šolo dlje časa, in tle skozi ta uro pa pol, če tako rečem, skozi ta kratek čas nekako spet padejo v šolo, v pouk, v delo za šolo in poskušajo pridobiti neko šolsko kondicijo, če tako rečemo, oziroma tisti, ki pa hodijo, da jo nekako vzdržujejo. In te v bistvu, ko sem že prej omenila, ob petkih pridejo starši, se srečajo z otroki in imajo tudi skupne delavnice.
To, da si boste še slikovno malo predstavljali, kako potekajo aktivnosti pri nas v programu. Ne vem, koliko poznate Rakitno. Rakitna je taka, ima zelo lepo okolje, lepa narava in že sama Rakitna nudi zelo veliko možnosti za gibanje. Številni so sprehodi, imamo plezalno steno, igrišče, kjer se otroci družijo tudi z ostalimi vrstniki, z ostalih skupin. Potem male živali, vidite tukaj konje, morske prašičke, kužke. Rakitna je lepa v vsakem letnem času in v vsakem letnem času se lahko tam stvari počne. In zelo tle kar nekaj slik o ognju, otroci preko dneva nabirajo material, zvečer si zakurijo, ponavadi je to čez tisti vikend, ko ostajajo in potem pečejo hrenovke, slano pecivo in uživajo. To jim je tak en poseben dogodek in to zelo radi počnejo, tako da se zelo veliko dogaja. Ko smo mi oblikovali ta program, v bistvu tako smo si zastavili, kaj je v bistvu sploh namen in kakšen je cilj naj bi bil programa. Vsekakor je to, imajo mladostniki tukaj pri nas prostor in čas, da razmislijo in načrtujejo ene spremembe v zvezi z uporabo zaslonov. Zato se nam tisti, ki je prej dr. Mačkova omenjala, izredna nemotiviranost tukaj zdi zelo velika kontraindikacija, če tako rečem, ker morajo malo priti v stik s to svojo težavo in si jo da so pripravljeni delati na tem. Pomembna je vzpostavitev dnevne rutine, prihajajo v stik z drugimi vrstniki, urijo, krepijo socialne veščine, spoznavajo nove načine sproščanja, asertivne komunikacije, sami sebe opazujejo, ugotavljajo, v bistvu spoznavajo, kakšne so njihove potrebe, ki jih zadovoljujejo tudi s pomočjo digitalnih naprav, krepitev samoregulacije, čustvovanja in vedenja in vsekakor iskanje različnih načinov, drugačnih načinov preživljanja prostega časa. Zdaj vse to, kar smo že prej omenili, je nekako skupaj zbrano v enem urniku. Naš urnik je tak udaren, pisan. Vsaka stvar ima svojo barvo, tako da vidimo tukaj je ta teden prvi, ko otroci ostajajo čez vikend na Rakitni. Vsak dan imamo stike z njima, je to v bistvu podporna skupina ali pa individualni pogovori. Potem so umeščene tukaj še druge aktivnosti s konji, male živali, tačkami, pomagačkami, psom. Imajo tudi aktivni prosti čas, takrat se družijo na igrišču običajno. No, ta urnik je vedno obešen tudi na oglasni deski, na oddelku, da si nekateri otroci zelo velikim pomeni, da to že vnaprej vidijo, kakšno bo dogajanje, tako da si pogledajo vsak čas, vidijo v bistvu, kaj sledi. V tem urniku so zapisane tudi stvari, ki se tičejo nas, strokovnega tima. Po sprejemih ob ponedeljkih, ko pridejo otroci, se dobimo in si predamo pomembne informacije in cilje za posameznega otroka. Potem imamo poleg tega, da delajo starši na logoutu, pomembne informacije predajamo tudi mi staršem, to imamo telefonske in
govorilne ure v živo, kjer nekako predstavimo funkcioniranje otroka. Ob torkih imamo intervizije, kjer se povezujemo z logoutom preko teh videokonferenc, si tudi izmenjamo, kako je stanje na oddelku, kakšne posebnosti, prav tako njihove strani v zvezi s starši, tako da si te informacije delimo, da vemo potem, kako delovati naprej. To je prvi teden, drugi teden zelo podobno. Vidimo še tukaj, da odhajajo otroci domov, to je terapevtski vikend. Mogoče tukaj bi pred odhodom na terapevtski vikend si zelo posvetimo temu, kakšne aktivnosti, kaj naj otroci počnejo v tem času. In zelo velik izziv je tudi za starše, ker otroci razmišljajo tudi mogoče o tem, da bi ostali doma, tako da na logoutu jih kar dobro pripravijo in podprejo starše, da jim tukaj dajo neke napotke, kako vzdržati te njihove prošnje. In pa zadnji teden, ko potem zaključijo, odhajajo domov, zelo podobna struktura, tedensko se tudi srečujemo na intervizijah in izmenjujemo te informacije. Zdaj, mi imamo, trenutno poteka 5. skupina, na Rakitni je zdaj vključena, se pravi, za nami so 4 skupine. Kaj smo v tem času opazili pri teh naših mladostnikih? Prvi teden, kar opazno je to razpoloženje pade, zelo veliko poročajo, da je vse brez veze, da je dolg čas. Na skupini smo imeli izkušnjo, da niso bili zainteresirani za živali, za konje, pa na drugih oddelkih so vsi otroci, kdaj bodo konji, te so šli čisto apatični do konjev, da so terapeutke celo poročale potem, da so prej končali, ker jim je bilo brez veze tam, no. Tako da ta teden je res upad te energije, prav zelo opazno. Mogoče kot zanimivost tudi, zelo se vidi, čeprav veliko večina, ki prihaja, kakšne težave zanikajo in tudi težave s spanjem zanikajo, in tukaj se tle najbolj pokaže spanje, ne. V bistvu zvečer so izmučeni, zaspijo, medtem ko imamo na šoli zdravega odraščanja akcijo zvečer, imamo tukaj spijo, ne. V bistvu oni premagujejo s spanjem ta dolg čas, to neaktivnost, ki nimajo ekranov in tega, in gredo rajši spat. V bistvu tako, da tam sicer tudi kar spijo, moram reči, rabijo pa kar nekaj časa, da padajo nazaj v to rutino, tudi drugih stvari, redni obroki, gibanje, tudi higiena je včasih problem pri teh nekaterih, ki pridejo v naš program, tako da vse te stvari, prav bi rekel človek, te običajne, se morajo kar naučiti, ne, ponovno. Krepitev in vzpostavitev medvrstniških odnosov. Veliko mladostnikov sploh nima kontaktov v živo z drugimi otroki, z drugimi mladostniki. Imajo kontakte preko igric. Sploh tisti, ki so doma, ki ne hodijo v šolo, komunicirajo preko družbenih omrežij, preko igric in mogoče celo niti ne govorijo, bolj si pišejo. In tukaj pridejo v skupino, kjer imajo ob sebi mladostnike, s katerimi morajo vzpostavljati kontakt in v bistvu navezati stik in nek odnos. In tukaj za ene na začetku je kar težava, ampak to potem
tudi sami poročajo, da jim se zdi to tako, wow, končno govorim, končno se z nekom v bistvu družim, igram in tako naprej. Tako da to smo videli zelo pomembno kot ta vzpostavitev in krepitev teh medvrstniških odnosov. Spoznavanje novih aktivnosti. Kako sem že prej rekla, pri nas je veliko športnih dejavnosti, so individualne in pa skupinske. Tukaj tudi tisti otroci, večina je takih, ki niso športni drugači, za računalnikom, ko delujejo samo teli prsti, ne, se ne gibljajo in tukaj na začetku imajo celo težave, zjutraj vstati, iti na spreho, ne bi šli, ne, rabijo več spodbude, malo se vlečejo in tako. Potem s časoma pa nekako se navajajo in jim je to postaja všeč. Prav tako to druženje preko različnih športnih iger, odbojka, nogomet, košarka, družabne igre se grejo, imamo številne družabne igre, ki jih potem povezujejo tudi med sabo. Ustvarjalne delavnice, celo ugotovili smo, da nekateri mladostniki odkrijejo ali pa se spomnijo kakšnih pozabljenih aktivnosti, ki jih so počeli, oziroma eden fant je rekel, joj, sem že pozabil, koliko sem jaz včasih umetniško ustvaril, koliko sem risal in začne zopet risati. Tako da v bistvu te stvari so zelo pomembne, ker v bistvu jih odnesejo potem s sabo tudi, ko odidejo. In pa ta stik z živalmi. Tako. Zdaj, mogoče na koncu, kaj mi nimamo še tako kot vi v Zagrebu, pač mi še delamo majhne korake, ampak se nam zdi, da je ta program zelo pomemben začetek in pa en tak korak v smeri premagovanja težav z prekomerno uporabo zaslonov. In zelo se nam zdi pomembno to, da je v ta program vključena vsa družina in pač to tudi nadaljevanje srečanj po sami hospitalni obravnavi. Še par vtisov naših udeležencev. To, kar sem že prej rekla, je ena deklica rekla, joj, še nikoli nisem bila tako aktivna v življenju, ko sem zdaj, košarke še nikoli nisem igrala. Tako v bistvu spoznajo, da v bistvu in jim gre lahko celo dobro. Zelo pogosto omenjajo, da so slišani, da vidijo, da jim nekdo prisluhne in jih posluša in jih tudi razume. Tudi starši opažajo razlike, seveda brez računalnika, brez te tehnologije je težko potem, ampak pač jih moramo naučiti, da znajo odnehati, da zdravo uporabljajo in tudi poročajo starši, da se to opazi. Zelo mi je pa všeč tale, ker je rekla ena mama, da že po prvem tednu je videla, kako se sinu vrača energija, tista, ki jo je pogrešala. Takole. Hvala. En lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Živa, po izobrazbi sem magistra socialnega dela in sem svetovalka in predavateljica na centru Logout, centru pomoči pri prekomerni rabi interneta. Tako da bom danes predstavila majčkeno še iz naše strani, kako to pri nas izgleda, mogoče kakšna vprašanja zastavljamo staršem, mladostnikom, kako jih pripravimo na ta v bistvu kar intenziven program. Za začetek bi pa rada samo par besed o nas, o Logoutu, se pravi, mi zdaj delujemo že 12. leto in se zavzemamo za uravnoteženo in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Tlele sem naštela par naših glavnih programov, se pravi preventivna pomoč družini,
To je za tiste, ki imajo ponavadi otroke tam stare 13 ali pa mlajše, v katere je vključena cela družina. In tukaj delamo bolj na neki preventivi oziroma družinskih dogovorih. O družinskih e-pravilih bom jaz potem danes kasneje še imela delavnico oziroma predavanje. Potem digitalna dieta za tiste, ki so mogoče majčkeno bolj digitalno preobremenjeni in ta krajši program. Logout in Restart za tiste, pri katerih lahko že govorimo o neki zasvojenosti spletom. Logout in Speak Out za žrtve spletnega nasilja in pa digitalni detoks, se pravi ta program v sodelovanju z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna. Imamo pa tudi skupinska srečanja, se pravi skupino za mlade, za starše, za odrasle oziroma polnoletne uporabnike, ustvarjalne skupine, ki delajo na različnih projektih ustvarjalnih, veliko pa tudi hodimo po šolah, delamo s strokovnimi delavci, različna predavanja, delavnice in izobraževanja in pa organiziramo tudi Logout Week, se pravi, to je teden brez zaslonov v času poletnih počitnic. Tako, zdaj, kakšna je vloga našega centra v programu Digitalni detoks? Izvajamo informativne razgovore, motivacijske intervjuje na začetku, potem imamo svetovalno delo z otroki in z celotno družino, tudi individualno delo s starši oziroma skrbniki. Po potrebi usmerjamo tudi v nadaljnjo strokovno obravnavo, vodimo dokumentacijo o vključeni družini, sodelujemo z zunanjimi institucijami in pa sodelujemo na tedenski interviziji z MKZ Rakitna strokovnim timom. Zdaj, kako to pri nas konkretno zgleda? Pred sprejemom, se pravi, preden se odločimo, a je nek mladostnik oziroma njegova družina primerna za vključitev v program Digitalni detoks. Potem naslednja stvar je, medtem ko se izvaja ta tritedenski hospitalizacijski del programa, skupina za starše z mladostniki in pa individualno delo starši v naših prostorih. In pa potem, ko se zaključijo 3 tedni na Rakitni, še spremljamo družine, se pravi, imamo minimalno še 3 srečanja, možnost je tudi podaljšanja programa oziroma se potem oni tudi vključijo naprej v enega od naših programov lahko. Zdaj, na začetku v bistvu so napoteni lahko mladostniki k nam ali od enega od strokovnjakov, ki s tem mladostnikom že dela. A je to mogoče šolska svetovalna služba, pediater, mogoče, če je otrok že v kakšni terapevtski obravnavi, lahko napotijo k nam prav z namenom, da bi se vključili v enega logoutovih programov ali pa da v bistvu prav z namenom, da bi se vključili v ta program Digitalni detoks, zato ker res nekako ocenijo, da bi potrebovali res popoln odklop od uporabe zaslonov. Nekateri pa so recimo, nekateri, ki jih potem naprej napotimo oziroma vključimo v program Digitalni detoks, pa so tisti, ki so že vključeni in so že obravnavani pri nas, pa mi ocenimo, da v bistvu mogoče to na tej točki ne zadostuje in otrok potrebuje popoln odklop od uporabe digitalnih tehnologij, predvsem zaradi tega, ker pride potem do dopaminske izčrpanosti, da se res lahko spočije od tega. Zdaj, pred sprejemom mi opravimo tisti prvi klic, najprej z družino, ko dobimo prijavo, ponavadi s strani starša. In v tem klicu mi že majčkeno preverimo v bistvu na kratko, kakšna je situacija, da oni majčkeno opišejo. Predvsem tudi, da nam starši opišejo malo, kako oni to razumejo oziroma kako si to predstavljajo. Zato, ker se nam je že zgodilo, recimo, da so kakšni starši poklicali, pa so pol vprašali, a to pa oni morajo cel vikend biti tam, ali so lahko samo ene par ur, tako, kakšni si čisto dobro ne predstavljajo, kako to zgleda, da so otroci v bistvu res 3 tedne tam, pa samo za vikend pridajo vmes domov. In se potem dogovorimo za srečanje. In tisto prvo srečanje, na tem prvem srečanju opravimo informativni razgovor,
kjer v bistvu mi zberemo čim več podatkov. Na ta razgovor je v bistvu povabljena in družina, se pravi starša, in pa mladostnik oziroma otrok, in preverimo v bistvu njihovo situacijo, kar se tiče hobijev, prijateljev, kako je v šoli, kako se doma razumejo. Preverimo tudi eno zelo pomembno stvar, in to je motivacija mladostnika za vključitev v program in za sodelovanje. Zdaj, kot je bilo že prej rečeno, mi v bistvu ne pričakujemo, da bojo te mladostniki blazno motivirani za to, da grejo tja. Do zdaj se nam je pa na primer vseeno enkrat zgodilo, da je ena mladostnica nas prav poklicala in rekla, jaz ne moram več tako, a lahko prosim grem na Rakitno, nekaj moramo narediti. In mi v bistvu tukaj tudi delamo na tem, da mladostnika motiviramo za to, da bo šel tja. In glavna v bistvu ta vstopna točka se meni kot svetovalki zdi, je to, da pač mi njim prisluhnemo, da jih razumemo, v kakšni situaciji so, kako oni dojemajo to, kar se jim dogaja. In če v bistvu mi z mladostnikom ne vzpostavimo tega stika, če nas on vsaj majčkeno ne sprejme za svoje, potem zelo težko karkoli delamo naprej. In potem na podlagi napotnice, se pravi, mi potem na timu oziroma na interviziji se pogovorimo o teh primerih in se odločimo, a je oseba primerna za ta program ali ne. Se je tudi že zgodilo, da nekateri niso bili v tem primeru, potem jih ali vključimo v enega drugih naših programov ali pa napotimo v kakšno drugo ustanovo. In potem, ko starši pridobijo napotnico pediatra, jih povabimo še na en pripravljalni razgovor, kjer mladostniku podrobneje razložimo, kako program poteka. Včasih tudi pokažemo majčkene slike z Rakitne, zato ker je zelo velika neprisotnega tega strahu, kako pa bo tam, kakšni so WC-ji, imam lahko svojo sobo in tako, kako to zgleda, jih v bistvu zelo skrbi, tako da jim pol tudi na ta način majčken vsem z malo manj strahu vstopajo v ta proces. In tudi staršem podrobno razložijo, kakšna je njihova vloga v tem programu. Vloga staršev tukaj v bistvu zelo pomembna in od njih zahteva tudi veliko časa in njihovega inputa, njihovega angažiranja. In potem tudi pred sprejemom mi uredimo dokumentacijo, se pravi, vse zapise srečanj shranjujemo, potem, če že prej delamo psihodiagnostiko, se pravi, te rezultate, izpolnjene v bistvu te kriterije, ki jih oni morajo izpolnjevati, da se vključijo v program in morebitno kakšno drugo dokumentacijo in pripravimo poročilo o mladostniku, ki ga pošljemo potem na Rakitno, tako da tudi oni vejo, kdo prihaja. Potem med hospitalizacijskim delom programa, se pravi v tistem delu trotedenskem, ko so oni na Rakitni, se mi enkrat tedensko individualno dobimo s starši. Se pravi, tukaj res tudi, če sta starša ločena, potem zelo pogosto ne pade neka ta skrb na enega od staršev. Če se starša vsaj toliko lahko nekako sporazumeta, sta v istem prostoru skupaj, jih zelo spodbujamo k temu, da prideta skupaj, ker tako bota v bistvu močnejša, bota tudi otroku lažje pomagala. Tako da imamo enkrat tedensko srečanje starši 60 do 90 minut in tukaj se v bistvu predvsem raziskujemo neko vlogo starša pri tej nastali situaciji in pa predvsem vlogo starša pri rešitvi. Se pravi, neke morebitne ovire, ki so na poti, poskusimo najti rešitve za to oziroma na kakšen način tudi potem spodbujamo starše, kako bi se oni lahko s svojimi otroci v tem pogovarjajo. Potem je skupina za starše, ki enkrat tedensko poteka na Rakitni in traja 2 uri. Zdaj, namen te skupine je to, da starši majčkeno med sabo si lahko podelijo svoje skrbi, pomisleke, stiske. In to se je izkazalo kot zelo koristno, zato ker glih v bistvu včeraj mi je rekla ena mamica,
ko je bila na tej prvi skupini za starše, je rekla, jaz sem mislila, da je sam z mojo nekaj narobe. Pa zdaj vidim, da v bistvu je to malo širši problem, nisem jaz edina v tem, a ne? To je ena stvar, se pravi, nismo tukaj sami, so še drugi starši, ki se s tem ukvarjajo, to je veliko večji problem, hkrati pa mogoče so tudi malo tako, no, drugi imajo tudi večje probleme, kot mi, a ne? In pa tudi to, da se v bistvu starše spodbudi, izobrazi, da se oni naučijo, a ne, kakšne so potrebe mladostnika za zaslonom, a ne, katere potrebe on zadovoljuje za zaslonom in izven zaslona, a ne, zato ker želimo v bistvu prekiniti ta začaran krog neke neučinkovite komunikacije, a ne, se pravi, da se spodbuja k temu, da bojo starši in mladostniki boljše razumeli potrebe en drugega in jih bojo znali nasloviti, a ne, ker spet, tako kot v svetovalnem procesu, bojo starši zelo težko z mladostniki sodelovali, karkoli omejevali, spreminjali, če nimajo v štartu tega odnosa z njimi. In potem skupini za starše, na Rakitni sledi še skupina za starše in mladostnike, enkrat tedensko, je majčkeno krajša, predvsem izkustvena in v takem sproščenem duhu, kjer pa predvsem v bistvu je fokus na tem odnosu, a ne, relacija starš-otrok, da se oni mogoče v takem bolj sproščenem vzdušju družijo na način, ki se mogoče prej drugače nikoli niso. Tako da tudi to skupino v bistvu izvajava ali jaz ali pa en naš sodelavec iz Logouta. In pa potem ja, še zadnja stvar, pa so tedenska intervizijska srečanja. In pa potem še spremljanje po hospitalizacijskem delu programa. A ne? Se pravi, mi opravimo minimalno 3 evalvacijska srečanja z družino. To sem prej na začetku pozabila omeniti, se pravi pred vključitvijo, pred sprejemom. Starši in mladostniki izpolnijo evalvacijo, se pravi evalvacijski vprašalnik in pa asebo. In potem se ta evalvacija in ta vprašalnik izpolnjujeta še 1 do 2 tedna po hospitalizacijskem delu programa in pa nekje 3 mesece po zaključku tega programa. Vmes pa mi družino tudi spremljamo, a ne? In se tudi pogovarjamo o tem, kakšna je situacija zdaj, kakšen je odnos do zaslonov. Recimo, konkretno imeli smo enega fanta, ki je bil zelo mogoče bolj na nemotivirani strani pred vključitvijo in je potem tudi, ko je bil na Rakitni, razlagal ostalim fantom, kako je pač to itak kar nekaj in kako on se tega ne bo držal in ko bo on prišel, ne, iz tega programa bo še več igral igre, še več na zaslonih za nalaž, a ne, kako to pač ne bo delovalo. In se je izkazalo, da potem, ko je on prišel nazaj, se je njegov čas, ki ga je preživel na zaslonih, prepolovil. A ne? Se pravi, da je bil za 50% manj na ekranih kot prej, oziroma še veliko manj. Ne? To je bilo takoj v tistem obdobju po. Tako da tudi pri tistih včasih deluje, ki ne želijo, da bi delovalo. In potem mi mladostnika ali vključimo še kasneje, če je potreba v enega od naših programov, ali pa ga napotimo naprej. Je pa tudi možnost podaljšanja programa. Se pravi, da se podaljša še za 3 tedne ali pa še za 6 tednov, a ne, okoliko se tim odloči, da bi to bilo v korist in bi si mladostnik tudi tega želel oziroma vidi smisel v tem in družina. Zdaj, tukaj pa sem zbrala še nekaj povratnih informacij naših svetovancev in pa staršev. Se pravi, ena punca je rekla, da bi si želela nadaljevati s spremembami, ki jih je dosegla tam, in zdaj tudi intenzivno delava na tem. Predvsem poroča ta punca o veliko boljšem psihičnem počutju, začela je nazaj hoditi v šolo, tudi starši se boljše razume in jo tudi mami vedno ful pohvali. Prej na začetku, ko sta prišla, je bila pa to zelo intenzivna in napeta komunikacija. Potem v enem tednu sva se pogovarjala več kot prej v enem letu, je rekla ena mama. To je bilo že v tistem času obiska v bistvu, na koncu prvega tedna, ko starši pridejo na obisk. In pa zdaj pred kratkim oziroma včeraj je rekla ena mama, da je dobila svojo hčerko nazaj. Da je ta hčerka pri 13 letih začela šele v bistvu čutiti čustva in jih izražati in da tudi drugi člani družine opazijo, da se je spremenila. Tako da to je iz moje strani to. Zdaj pa še odpremo za vprašanja.